O zdrahah okoli plinskih terminalov, komentar dneva, Franci Kek. Zaradi pričakovanih čezmejnih vplivov sled postavitve plinskega terminala v Žavljah bi se moral 9.9. zgoditi sestanek Slovenije in Italije na najvišji ravni. Italijani so srečanje odpovedali. Ne rekoč, oprostite, ne moremo priti ob dogovorjeni uri, zamujamo 20 minut, 2 uri, pridemo jutri. Ne. Dejali so, pridemo čez kakšen mesec in pol. 3 leta in pol je od takrat, ko nas je nekaj sredi aprila 2006 prvič opozorilo na uničujoče posledice postavitve plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Danes, po izvršenih strokovnih analizah slovenskih fakultet, Inštituta Jožef Stefan, temu nasprotuje poleg stroke tako Državni zbor kot Vlada Republike Slovenije. Vendar, ali je to dovolj? Ali smo lahko mirni, da ne bosta ogrožena varnost in zdravje zaradi dvigovanja živega srebra z morskega dna, ogrožen turizem in ukinjeno ribištvo? Kdo je tisti, ki odloča? Ali je Evropa dejansko pravna država? Jasno je treba povedati, utekočinjeni plin ni energent, ki ga nujno potrebujemo. Dovolj je drugih, sprejemljivejših, varnejših, manj škodljivih virov. Nujnost plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in populistično omenjanje, da nas bo brez njih pozimi zeblo, je zgolj zgodba, ki jo plasira investitor. V to vlaga ogromno kapitala, ki bi se mu o postavitvi seveda deseterno povrnil. Lobisti se neumorno trudijo že nekaj let. Za njih dela najkvalitetnejša PR agencija. Investitor seveda sponzorira tudi določene delegirane strokovne študije. In nič ni čudnega, da investitorji občasno svoje poglede predstavljajo v dvostranskih intervjujih, da je njihov zagovornik tudi kakšen profesor, celo neko ekološko združenje in da so uspeli pridobiti tudi nekaj vplivnežev, ki zagovarjajo celo plinski terminal sredi Kopra. Še enkrat, ali je Evropa dejansko pravna država? Ob italijanski odpovedi 9.9. se da lažje razumeti tudi datum 11.11. Naloga države je, da v skladu z zakoni in pravičnostjo zaščiti svoje državljanke in državljane. In nič več od tega.